Velikokrat imamo na testu kakšen avto, ki se ga moram lotiti čisto drugače kot sicer. Moram se vživeti v vlogo tipičnega uporabnika, no in tokrat je na vrsti poslovna limuzina. Sem jaz poslovnež? Ne. Sem ves čas v zlikanih hlačah in srajčki? Ne. Imam rad zelo dobre avtomobile? Ja. In zato bo tole mogoče slišati tako pocukrano, kot če bi na Nutello dal še sladkor v prahu, potem pa vse skupaj namazal na krov z marmelado in jedu, ampak sem pred prevzemom Lexusa ES razmišljal, zakaj bi sploh danes kdo še hotel imeti takšno klasično premijsko limuzino, če so pa že navadni, malo večji avti danes zelo kul. In sem potreboval točno 500 metrov, pa mi je bilo tako jasno, da takšni avti še vedno imajo svoj prostor v svetu. Čeprav večino zahtev na papirju obkluka že skoraj vsaka Octavia, ima takšen avto kup lastnosti, zaradi katerih je razkorak med klasično limuzino in takšno premijsko precejšen. Pa pustimo to, da ta tudi izgleda zelo zanimivo in je nasploh precej atraktiven in eminenten predstavnik eminentne znamke. En tak zanimiv karakter ima ta avtomobil, kakršnega nima skoraj noben drug in mi je totalno všeč, ampak več o tem pozneje med vožnjo. Če ne bi govoril o Lexusu in upošteval, da gre za premijsko znamko, bi rekel, da je notranjost super in od vse lepa. Ker pa moram biti objektiven, vseeno upoštevam, da obstajajo še tekmeci, ki so novejši in znotraj z materiali bolj eminentni, nekateri ponujajo tudi bistveno večje zaslone, če je slučajno to stvar, ob kateri vam srce najbolj zašpila. Mene tukaj dejansko najbolj zmoti ta slabo uporaben vmesnik, ki se mu leta kar malo že poznajo in tudi ni najbolj intuitiven. Pa kakšno stikalo pričakujem druge, kot je, ampak to so v bistvu malenkosti, na katere se lastnik, ki avto uporablja vsak dan, tako navadi, ker je veliko klasičnih stikal in to cenim. No, materiali so pa tudi po večini zelo dobri. Ni treba posebej omenjati, da se spredaj sedi odlično, lahko pa tako dodam, da se tukaj zadaj težko bolje. Mislim, se v kakšnem Lexusu LS se že bolje sedi, v kakšnem Rollsu najbrž tudi, ampak za ta razred premijskih limuzin je tole tukaj fantastično. Sedeži so kot foteli, tale sedaljni del je več kot dovolj dolg, kar mimogrede pri japonskih znamkah tudi samoumevno, pa v bistvu zadaj imam zavesico in nasploh se počutim fajn. En tak spoiler alert bi rekel v filmih, bolje se sedi kot v BMW-jevi petici ali pa v Mercedesu E. Tukaj v podkožju ni kakšnega zmogljivega 3.0 šestvaljnika, ampak gre za klasičen hibridni stroj z 2,5-litrskim bencinarjem v nosu. Ja, vsake toliko časa se ga pri pospeševanju sliši in se zadere, ampak ostalih 97% časa je pa tako tih in neslišen, da mu skoraj ni para. Kot dnevna soba na kolesih je, ampak v dobrem smislu, ker je tudi krmiljenje zelo dobro in ves čas deluje zanesljivo. En tak mal old school občutek me prevzema, ampak v najboljšem možnem smislu. Če so danes limuzine velikokrat nadležne z umetnim občutkom na volanu, je tole ravno prav lahkotno in primerno obteženo skupaj. Dovolj je tudi motorno zmogljiv in pri porabi zelo varčen. Tisto, kar mi je najbolj kul, je karakter ES-a. Samo še v kakšnem Volvu se mi je nekajkrat, pa ne vedno, zgodilo, da me je avtomobil tako pomirjal, kot me zna tale. Tole je eden najboljših potovalnikov, ki nima nobene želje po dinamiki in hkrati zna željo po pegljanju ovinkov izničiti tudi pri vozniku. Ni tečen ali pa žajfast, ampak tako kulski, kot skoraj noben drug avto na cesti. Seveda ES ni edini v svojem segmentu, še zdaleč ne. Življenje mu grenijo novejši, še bolj nastopaški in v marsičem bolj dodelani avtomobili. No, zato smo mu ob bok postavili še BMW-jevo petico in Mercedes-Benzov E, da si skupaj pogledamo, da vidimo, kaj je najboljše, kar si v tem trenutku lahko kupite poslovneži.